Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o majhnih belih lažeh. No, kaj je laž, vemo. Je informacija, ki ni točna, je informacija, ki nam prikazuje realnost drugačno, kot je v resnici. In lažemo se lahko iz različnih razlogov. Večinoma pa se zlažemo zato, ker imamo mi ali nekdo drug kakšno korist od te laži. Torej, vedno je laganje nekako dobronamerno. Izraz majhne bele laži pa še posebej želi opravičiti laganje, češ da so to majhne laži in bele, torej nekaj svetlega, nekaj angelskega, in da so popolnoma nedolžne. In majhne bele laži se v glavnem uporabljajo pri vzgoji otrok. Starši namreč menijo, da otroci v določenem starostnem obdobju niso zmožni razumeti določenih stvari, ali pa starši v določenem trenutku ali na določenem mestu nimajo časa ali pa niso psihično pripravljeni, da bi razložili stvari svojim otrokom tako, da bi jih otroci razumeli. Starši torej še največ lažejo svojim otrokom, zato da bi jih nekako vzgojili čim bolj varno, vendar se ne zavedajo, kakšne so dolgoročne posledice teh laži. Na primer, ko otrok vpraša starše, kako pridejo dojenčki na svet, kaj starši ponavadi rečejo? Da jih štorkla prinese. Potem recimo, ko otroci izgubljajo prve zobe, pa jim rečejo tisto zgodbo o zobnih miškah, da potem prepričajo otroke, da ko zob odpade, da ga dajo pod vzglavnik in potem bo zobna miška prinesla denar, da ne bi se na ta način olajšala bolečina otrokom, ko izgubljajo prve zobe. Potem imamo pa še številne druge laži, kot so recimo razni palčki, pa škrati, pa hudobne tete, ki bodo prišle in jih odpeljale, če ne bodo ubogali. Pa imamo razne smetarske škrate, pa potem razne tudi dedke mraze, pa miklavže, pa vse sorte nekih bitij, ki v resnici ne obstajajo, in raznih pojasnil, kako ta svet deluje, in ta pojasnila pa vsekakor niso v skladu z realnostjo. In kaj takšne razlage, takšne majhne bele laži povzročijo? Povzročijo to, da otroci, ko pridejo v vrtec ali v šolo, začnejo svojim sovrstnikom, svojim sošolcem razlagati, kaj so jih starši naučili. In potem začnejo govoriti, da otroke prinese štorkla, in potem se takemu otroci, ki vejo, kaj je pa resnica, začnejo posmehovati in se začne zbadanje. In tak otrok se potem slabo počuti, mu je nerodno, zapade v depresijo, je tarča posmeha. Ali pa recimo, ko otroku starši želijo nekaj povedati in potem otrok zve, da to ne drži, da je to laž,
potem otrok zaradi tega izgubi zaupanje do staršev. In kaj potem otrok sklene? Dojame, da staršem enostavno ni mogoče zaupati, da ne morejo vedeti, kaj je laž in kaj je resnica. In zato potem, ko postanejo polnoletni, ko imajo možnost sami raziskovati svet, začnejo odkrivati svet po svoje, na svoj način, da poskušajo ugotoviti, kaj je res in kaj ni res. Na ta način potem seveda otroci oziroma mladina gre skozi številna leta preizkušanja, učenja na lastnih napakah, doživljanja raznih travm, bolečin in s tem se zapravlja dragoceni življenjski čas in potencial. Priporočam torej, da starši nikoli ne lažejo svojim otrokom, da jim poskušajo, kljub temu, da mislijo, da ne bodo otroci razumeli, da jim poskušajo na nek način pojasniti resnico, ker otroci običajno več razumejo, kot si starši mislijo. Pa ne samo to, otroci vedo, kdaj starši lažejo in kdaj ne, ker vidijo energije v besedah staršev. Starši lahko sicer nekaj rečejo in mislijo, da so otroci slišali samo besede, toda v resnici otroci začutijo tisti resničen namen v ozadju, resničen princip, začetno točko, motiv, z katerim starši komunicirajo do otroka. In otroci začutijo to neiskrenost staršev in seveda tudi ostalih odraslih ljudi. Zato je veliko bolje, da smo do otrok vedno iskreni, kljub temu, da ne bodo vedno razumeli naše razlage. In tudi, da je ton komuniciranja z njimi iz točke notranje čustvene energetske stabilnosti, da komuniciramo z celotnim fizičnim telesom in da ne vnašamo notri v razlago pozitivnih ali negativnih energij, torej teh naših osebnih čustvenih predsodkov. Na ta način bomo največ lahko dosegli, da bodo otroci zrasli v samozavestne osebe, ki bodo zmožni ta svet dojemati kot nekaj, čemur lahko verjamejo, zaupajo in da bodo vedno lahko varni in sposobni najti rešitev, ne glede na to, z kakšnimi izzivi se bodo soočili v življenju. Za še več podrobnosti glede tega, kako otroci odraščajo, kako se razvija njihov vam predlagam, da si poslušate audio serijo Parenting Perfecting the Human Race in da naredite spletni tečaj DIP Lite, ki vam bo še bolj podrobno razložil, kako deluje človeški in kako pomembno je, da govorimo resnico, da smo vedno iskreni in da osvobajamo besed od raznih energetskih čustvenih predsodkov, ne glede na to, ali so to negativni ali so to pozitivni. Povezave do vseh teh informacij pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.